Tudi danes delajo družbo jutranji VIP gostje, tokrat kar dva, vodja skupine Agropop, Aleš Klinar in novokrščen pevec zasedbe Dejan Doga. Dobro jutro! Aleš z vokalom, kot da se ni še zbudil. Ne, to je moj zaščitni znak. Točno tako. Distortion, Mona, distortion. Distortion. Kdaj je zazvonila budilka? 5:05. 5:05? Ja, 5:06 že v maski bil, ja, to so bile res te priprave. Seveda, ja. Radio ni več, kar je bil, ne? Ne, radio je krasna zadeva, ja, posebej, če je tak lep voditelj. Joj, hvala lepa, ja. Lepa tle, ja. Šlo so stari kavaliri, ne pohvalijo samo ženska, pa tudi moške. Tudi Zdaj moške. je moderno, da pohvali moški in moškega in da smo moški urejeni. Tako. In tako, ja. Tudi pred našim studijem, a sta se ustavila kaj v naši Brivnici? poglej, na črto. Linija je čudovita, jaz vidim, da sta to skoristila, prav je tako. Dejan, kaj zdaj to pomeni? Agropop ali kako, neč več solo karijera? Ne, tisto še vedno na polno, ko Dejan Doga band raztoravamo vsak vikend, ampak se je pa letos začetek leta januarja zgodil klic strani Aleša Klinarja, prid na en sestank, a bomo Agropop spet. Rekel, jaz sem že v 70-ih, pa 80-ih poslušal Agropop, valjda bomo. Smo ponovili komade in evo, konca avgusta se je zgodil že prvi špil v tej, ne bom dosti me vprašal, je to nek reunion Agropopa? Ne, to je Agropop z dvema prvotnima članoma, torej Aleš in pa Polde. Dodali smo 3 mlade, 2 simpatične pa pač mene, v zadnji imamo cel spremljevalni band, imamo plesavke, za Halo Tivoli novembra dodamo še brase, ampak še prej pa gremo enkrat na Primorsko. Gremo na Primorsko, malo v nadaljevanju, seveda slovenske zastave tudi morajo biti na odru, ne? To je vedno. To je še z 80-ih. Nacionale, Agropop nacionale. Točno tako. Aleš, zdaj si Aleš, ne, ker si na Aleš sem Primorskem. posod razen v Ljubljani. A res? Ja, No, ja. Aleš, torej Agropop letos 40 let. Kaki so spomini na začetke? Torej 80-ta, ne? Ja, no, bili so taki divji časi, bom rekel, ne. Imamo pa podoben problem, ker Rolling Stonesi, da se neki obdobji sploh ne spomnimo, ne, kako je bilo, ampak ker nam ljudje povejo, kako je bilo, ne, ugotovimo, da je bilo super. Ja. Da je bilo super. Ja. Kako se ti Dejan spominjaš 80-ih, kje ste žurali? Iz leve v desno. Ja, se mi je zdelo, Ja. ne? Sva oba to bila Tam tam, nekje, ne? ja. Ja. Kako se uspete recimo povezati, ne? Zdaj ti si, ne, strmaček 80-ih, Aleš, ti si 90-ih rojen Dejan, ne? Ja. Kako grejo zdaj te celice skupaj, linije? Lej, super, lej, ko sva se s Poletom pogovarjali, da bi za 40-letnico naredila nekaj, ne, sva ugotovila, da pač raba tudi mlade sile. Žal 2 člana sta preminula, ne, se ve, Šerbi in Simon, in pač same mi dva, edin če bila duo na terasi, pa še to ne 15 minut sam po moje. In smo dobili krasno mlado ekipo, s katero smo se fino povezali energetsko z Agropop filozofijo in blazno fino delujemo, pripravljamo res top show, da bo Agropop tisto, kar je bil včasih, bo tudi zdaj, leta 2025, se pravi, to bo zajbancija, show, provokacija, obujanje spominov, pa seveda tudi ogromno novih stvari. Slišali smo torej vašo novost, skupaj se veselimo in ta konec tedna se bomo skupaj z Agropopi veselili v Zelenem gaju. Vse pa povejta, kdaj, kje, zakaj, kako. Zelo enostavno, Zeleni gaj, legendarni plac za koncerte in plese iz leta od 70-ih naprej in prvi nastop uradni Agropopa je bil kje? V Zelenem gaju. Leta 85. Poglej, 40 let od tega, ko se bomo vrnili zdaj v Zeleni gaj, mislim, da je to ena krasna priložnost, da se spet dobimo z folkom, ki je hodil takrat na špile, seveda tudi z mladimi, novimi, da vidijo, kaj pravzaprav Agropop je in ni lepšega, kot da gremo v Zeleni gaj. Tako je prav. Mimogrede, skupina v 80-ih ni nastala načrtno. Povej nam to zgodbo, lahko Dejan, kako ste se... Ne. Ja. Pokrale, jaz takrat sem preveč pil, zdaj ne več. Ja. Zelo na kratko, da ne bomo predolgi. Torej, mi smo vzeli to samo kot nek projekt, posneli 3 komade za nek spomin, družili smo se pri Šerbi za Bežigradom v njeni hiši in na vrtu in potem je en komad zaplaval na TVS oziroma RTV Ljubljana, je bil štegrat ali kaj Slovenija, Ljubljana, in so nas brali v neko oddajo, pop delavnica, ki se je konc leta na televiziji odvila, za enim paradni tango je bil to komad, ki so ga zbrali in
takrat smo se res dobro odrezali, dali smo si ime Agropop, pač da bomo podpirali pravice kmetov, ne, ker smo Slovenci 80% kmetje, ne, da ne bo kdo mislil, da smo meščani. In v bistvu je bila skrb ena zajbancija luštna, ki smo mislili, da bo samo nek projekt. In potem so nas drug teden že začeli klicati za špile in evo, šli smo v zeleni gaj. In šli ste v zeleni gaj, seveda, kako zdaj izgleda po 40 letih repertoar? A bo to 2 uri samo Agropopa ali kaj lahko pričakujemo? Jaz bom čisto rekel, ne? Ta zeleni gaj se bo po 45 letih Agropopa, je malo smešno, ne? Ampak Aleš bo tam in ne boste verjeli, Aleš je v taki kondiciji kot prvi dan. Kot prvi dan in čeprav so bolj nizki toni, ampak ti zdržijo več kot 2 uri, tu celo noč. In dragi Primorci, vabljeni v Dornberg zeleni gaj, ki se bo zgodil to soboto, 20. septembra ob 8. nekje se vrata odprejo, imamo ogrevanje in potem čez kakšno urco stopimo tudi Agropop na oder in to je res šov. Na odru nas je več kot 10 glasbenikov, torej v zadnji vrsti vidimo spremljevalni band, v prvi vrsti vidimo nas, Agropop, ki našteje 5 komadov in pa seveda tudi 5 plesalk, tako da šov je zagotovljen 15 ljudi na odru, pirotehnika, led zasloni, vse tako kot more biti in zaigramo 2 ure samo in izključno Agropop glasbe. Mislim, da bojo prosti, da bojo tudi določena presenečenja na temo nastopu. Ja, danes imamo vaje, ampak zgleda pripravlja, kar še jaz ne vem. Mislim, ne, da bojo imeli organizatorji ene zadeve tudi zelo pomembne. Ful bo dobre hrane, ful bo dobre pijače, ogrevanja in 2 stvari moramo izpostaviti. Charlie Event so se res potrudili in v zelenem gaju imamo eno ful hudo nagradno igro. Da vidimo, zastavo je Primuro, slovensko zastavo. Tisti, ki bo prišel v zeleni gaj in bo imel na sebi največ slovenskih zastav. To pomeni, ali si odet v zastavo, ali oblečen, ali imaš tatu iz čigumija na čelo, ali imaš očale, ali imaš majico, ali imaš gate, zdokne, kakorkoli, ali pa osebno izkaznico. Tudi, ja. Torej, tisti, ki ima na sebi največ slovenskih zastav, dobi eno hudo nagradno igro. Mislim, da tistega, kar se pije po 10 uri dopoldan, toliko, da bo se cela družba imela fino. Kar je pa najbolj pomembno je, da, dragi moji Primorci, brajde so obrane, vinogradi so sprazneni. Kako špikate in drugega? Hiter, pridite v zeleni gaj, no. In tam bo tudi ti si moj sonček, moram dati komad, kad se ne ustavita. Vreme bo sonce. Tih bo, res, super vreme, pridite. Torkovo jutro in jutranji VIP gost, oziroma danes kar 2 gosta, člana legendarne skupine, ki so ob 40. obletnici in po nekaj desetletjih se vračajo takole na glasbeno sceno. To je seveda Agropop in Aleš Klinar, pa tudi Dejan Dogaja. Dejan, nekoč si ti odraščal ob njihovi glasbi, ne? Res je. Iz 90-ih si, ne? Kake imaš spomine na to obdobje? Ja, 93. decembra, ko si narodil, se ne boš verjel, bolj malo spomnim, ne? Jaz se decembra 93 že mogoče kaj spomnim. Jaz sem januar 93. Ajde, prosim, da mi vikaš, mulo, kaj se spomniš. Ajde po cigarete oba. Ne se ne spomnim, tam proti 2000 počas, kakšni lepi spomini. Ne? No, več spomin... Ne, ti se pa tu ne spomniš, ne? Ali... Ja, malo se vmes. Predvsem vem, da če Kera ni rodila na rok, so malo Agropopa izpustili, pa je takoj rodila. No, vidiš ti. V nadaljevanju imam za vaju en mini kviz, v katerem vam bom predvajal zvoke 90-ih. Ko so bili Agropop del vsake vaške veselice. Vidva pa boste mogla ugotoviti, kje smo te zvoke slišali. A sta pripravljena? Ajde. Pripravljeni. Gremo na prvi zvok. Jaz bi rekel pržiganje kakšnega računalniškega programa. Takrat so prišel po vojih bolj, ja. Ne, to je en tak uvod, to je en synth sound. Česa? Ja. A to je bila kakšna prav... Prav ta zvok je bil. A to je komad? Ne, to je neki intro. Avizo, dejta se povezati, no? Intro, ja. Ali je kakšna oddaja se začela s tem? Neki začetek nečesa, ne? Windows 98. Gremo naprej, pazi ta zvok. Aha, faks. Ne, ko si faks poslal. Ne, internet, ko si poklical, da se je Kaj se je dogajalo? A se spomniš to?
Če si hotel na internet, si mogel se povezati poklicati, s stacionarnim telefonom, Ja, takrat telefon ni delal, nisi mogel nobenega klicati, Ja, ne? gotovo je. In si šel na internet. Tako, in to je bil znak, da si se preklopil. Tako, in gremo še zadnjo. Ej, to so pa res lepi spomini. Se spomniš, on je imel obraz, pa nosek, pa je bil tisti nosek čigumi. Ja, čigumi je bil. Najboljši. Pa ribje palčke od Family Frosta, Bofrost. Poznaš, a si to kaj? Poznam, če sem bil pa iz Špila pozno, zjutraj prišel in da je ta že ob 8 tole, tu smislu da pa v bove. Evo, ja, v nadaljevanju pa... Živi! Da smo v gaju, ja. Ja, toliko nas bo v gaju, a nas po 40 letih še vedno živi samo milijon. Ja, te matematike so zelo različne, ne? Od tega, da statistično nas je celo več kot 2 milijona zdaj, ne? Koliko je pa zdaj nas? Pravih še pa manj kot milijon. Ja, je pa pravijo, da manj kot milijon, ampak pač take čase živimo, delajmo na nataliteti. Tako. V zeleni gaj pridite, morda spoznate punco, in fanta za Ki nataliteto. bo v nedeljo noseča. Pazi, Mateja je z nami. Mateja, kako se ti spominjaš obdobja skupine Agropop? Kar se tiče mode, se spomnim, da so naše mame nosile ful močen make-up. Najhujši, kar je ostalo v mojem spomini, pa so grde, široke, kičasto pisane srajce, ki so jih naši tate nosili. Kako boste oblečeni v soboto? Boste tudi vi v grdih, širokih, karierastih srajcah? Ne, pri nas je pa outfit sestavil sam Aleš Klinar in povej, kako smo oblečeni. Ja, zdaj smo oblečeni pravzaprav nekako, da smo povezani z kmetijami, z živinorejo in tako naprej, s kmeti v glavnem, smo zdaj oblečeni v kravji model. To se pravi, V kravji, aha. Fantje smo kravjaki, punce pa kravice. Ja, vime Vime so že Ene so na fez telesu. močne, ene mal manj. Aha, tako? Tako da je pa to vse, nobena krava ni trpela, ne, danes je treba vse pač razložiti. Poliester, ful fajn diši po špilu. Tako, diši po špilu, Ja, po pa- kitajski verjetno. Zelo kitajski Temu. von. Evo, še enkrat dajmo povabiti, ta konec tedna, torej se bo feštalo ob 40. obletnici skupine Agropop, takoj po trgatvi se stuširamo, zrihtamo in gremo v live. Kako si povedal, trgatve so menil to, da vinogradniki in vsi ljubitelji vinogradov in tisti, ki ste neučakani, ki jete grozdje, že pred ga sprešamo. Torej, vabljeni v zeleni gaj v Dornberg, kjer Charlie Event pripravljamo res dobro žurko. Torej, prvi špil se je zgodil 40 let nazaj Agropop v zelenem gaju in to soboto 20. septembra ob 8. uri zvečer se bo to ponovilo, pripravljamo res Agropop show in ko mi čakamo, da res ta oder spet zaživi tako, kot je 40 let nazaj. Kakšna prigoda iz prvega špila takrat? Točno to. Ja, prigoda je bila, da so igrali kot glavni bend Guguji, mi smo gor pol prvlekli seno, žage, kose in vse, in smo jim vse posvinali in so nas prav grdo gledali. Zaigrali smo pa 3 komade, tako da tokrat jih bomo več in jaz bi sam to dodal, tudi če se ne stuširate, pridite v soboto. Pridite, ja, kravice bodo smrdele, smo prej slišali. Ja, tako, ja. Mimogrede, kakšni posebni rekviziti si rekel, kaj bale, vile, zakaj imate pujsa na logotipu? To je pa srečko. Ker je naš zaščitni znak je bil na vseh ploščah in vedno je bil prašiček Srečko, ne, za srečo. Srečko. In on nas je vedno, ker tudi se borimo proti mučenju živali, ne posebej te, zdaj aktualno. In prašič je pač kralj živali, ni lev. Evo, torej... Čakaj, rekvizite, ne? To še moramo dopolniti, ne? Slovenske zastave. Slovenske zastave. Največ slovenskih zastav. Zdaj bom pa še nekaj izdal vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Robin. A bo premjerno? Ne, ti povej. Sveže, samo za nas. Ti povej, kaj imaš za Agropopom. Kaj imam za Agropopom? Ja, prej sem nekaj izvedel v avto, da si bil tudi... Ja, čakaj, no. Ja, dej, Sem na rekel, hitro se ne, povej. ma kje si mene najdel? Ja, vada sem te najdel, Ja, moramo tudi povedati. jaz sem dobil klic od Aleša, ne, me je poklical. Aleša, od Aleša. Aleša, ja, pardon, od Aleša sem dobil klic. Sandi, dej prid na eno kavico, ne. Tako da jaz vem, kako zgleda sestank z Alešem. Evo ga. Ampak, lej, Ja. smo tukaj. In ti boš v soboto tam in se bomo imeli lušno. Ampak sem te pa jaz predlagal. To, vidiš, to je best. Hvala lepa. Hvala obema, hvala obema. Takole. Evo, ampak lahko pa povabimo še veliki koncert Hala Tivoli, 40 let, kdaj? To je pa res. 21. november, Hala Tivoli, to bo pa pač grande zadeva, ne? Tudi bomo imeli neposredno televizijsko snemanje.
res se bomo potrudili s šovom, da bo to v bistvu največja veselica, mi to pač pravimo v Sloveniji. Ok, pa nekaj prvič zdaj ima. Tisti, ki boste 21. novembra v Hali Tivoli, boste že prvič odštevali in peli tudi z Alfijem. Točno tako, ampak še prej odštevamo to soboto v Zelenem gaju. Hvala za obisk v našem studiu, še ogromno uspešnic, še naslednjih 40 let, ali bo šlo. Se vidimo pa 80, ja. Joj, tu bo glas. A lahko izdam še eno skrivnost? Povej. Aleš, a bi tista nov komad, ki ga izdamo oktobra, v Gaju prvi zašpila refren? Kje, v Gaju? Ja, zdaj. Lahko, ja. Še nov komad, je v Gaju. Se vidimo v soboto. Makej si šel, Radio Robi.